Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, sem Bojan Požar, vi pa gledate današnjo uro resnice, z menoj sta Edvard Kadič in Peter Jančič. Tema današnje oddaje je pa prikrivanje, blef in laži. Povezovanje levice in Vesne. Včeraj smo dobili uradno sporočilo, mislim pač v javnosti je prišlo uradno sporočilo, da se bosta te dve stranki povezali za skupen nastop na prihodnjih parlamentarnih volitvah. Mi smo prejšnji teden nekaj o tem tukaj že govorili, ampak takrat se je to samo še govorilo, ampak ugotovili smo v bistvu dvoje, da gre po eni strani za zapiranje prostora Vladimirju Prebiliču in po drugi strani, da gre v bistvu za reševanje obeh strank, ki si tako izboljšata, v bistvu naj bi si izboljšali možnost, da pač prideta v državni zbor. Se strinjaš, Peter, z našimi dosedanjimi ugotovitvami? Gotovo je njihov namen, da si izboljšajo možnosti, da pridejo v državni zbor. Nisem pa čisto prepričan, ali jim to res izboljšuje te možnosti. Takšne povezave v preteklosti so se izkazale tudi že kot odvratno, da odganjajo volivce. Odganjajo? Odganjajo. Če pogledamo, na desni so pred zadnjimi volitvami naredili podobno koalicijo in ta velika množica strank potem skupaj ni prišla v parlament. Povežemo Slovenijo. Imeli smo v preteklosti neko povezavo SD pa Solidarnosti, ki se ravno tako ni obnesla. Nihče iz Solidarnosti takrat ni prišel v parlament, niti gospod Keber, ki je danes zelo znan, pa glasen kot neka civilna družba. So imeli pa pozneje velike težave zaradi tega, ker je SD nezakonito financirala Solidarnost. Zdaj, v tem primeru je pa sploh zanimivo, ker vsi vemo, da Vesno je dvigoval v javnomnenjskih raziskavah, zato ker so ga mediji večinski pač prizdigovali gospod Prebilič. To povezavo pa delajo brez gospoda Prebiliča. Tako da to... Ravno bi človek rekel, da delajo kontra. Celo proti. Proti Vladimirju Prebiliču. Jaz mislim, da oboji kvečemo izgubljali glasove, pa še neka dodatna značilnost je, da se razglašajo za antikapitalistično protievropsko zeleno stranko. Zdaj, to je res precej radikalno. Čeprav je blizu temu, kar počne Greta Thunberg s temi pohodi zdaj proti. Ampak zdaj, Edvard, ta koncept, ta scenarij, povezava za parlamentarne volitve izključujejo pa možnost združitve strank. Mislim, zdaj tudi verjetno morajo potem za volilno kampanjo pa za sodelovanje v volitev morajo neko ime, imeti neko tretje ime, če pa razumem ali ne. Jaz mislim, da gre tukaj za več momentov. Zdaj najprej, kar se tiče Prebiliča mogoče. Je Prebilič pa Vesna sta v podobnem odnosu, se mi zdi, kot je bil Gregorčič pa Ljudska stranka. To se pravi, da je nekdo vlekel ta voz, ne glede na neko ozadje nekih ideoloških usmeritev. Seveda ne čisto brez. In tukaj je za Prebiliča v bistvu velika nevarnost, preprosto zato, ker bo zdaj v tej povezavi Vesna Levica, Prebilič nekako je izvoljen kot predstavnik Vesne, ga to pozicionira med skrajne levičarje. Zelo preprosto. Sej, če se oni v bistvu programsko povezujejo, pomeni, da isti ptiči skupaj letijo, kar pomeni, da pašejo v isti bazen. To je najprej. Druga stvar, kar se mi zdi pomembnejša, je pa to, da je Levica svojo revolucionarno, hardcore, rdečo, komunistično retoriko nekako izpela, kar pomeni, da išče odboj od skrajnega levičarstva proti sredini in ji to Vesna daje. Ker to, po domač povedano, to njeno skrajno rdečo usmeritev, ta zelena zdaj umilja in deluje nekako bolj usmerjeno v prihodnost. Hočem povedati to, da če danes Levico več ali manj vsi skupaj v Sloveniji pač percipirajo kot neke urbane posebneže, ki se grejo neko revolucijo brez razloga, in Vesna daje v bistvu ta odmik proti sredini in prehod iz reakcionarnega pogleda usmerjenega v preteklost v nekaj, kar naj bi v prihodnje, to se pravi zeleni prehod neke ideologije, ki naj bi v prihodnje delovale. Tako da jaz mislim, da je bolj to, če zdaj tukaj še Kordiša dodam v enačbo, ki je zavzel pozicijo pa še bolj skrajno od Levice, potem je zame več kot očitno, da Levica išče pot proti sredini, proti bolj umerjenim glasovom, širjenju svoje baze volivcev in seveda nekoliko bolj umerjeno retoriko. Ker zdaj to, kar imamo možnost spremljati v tej Golobovi vladi,
katero več ali manj že upravičeno vsi skupaj imenujemo skrajno levičarska vlada, kjer levica narekuje ideološki moment vladanja, je to za levico v bistvu zdaj vprašanje preživetja. Ne? To se pravi, gre za neko pozicijo, skozi katero ima namen ta komunistična skrajna levica namen preživeti nekako skozi volitve in to je skozi transformacijo, tako kot kaj je mučerat, ali kaj je žival, ki se kameleon, ne? Tako kameleonsko se samo prebarvati v drugačno pozicijo in funkcionirati naprej v političnem prostoru. Ne? Tako da to je zame v bistvu ves ta moment, kar se tiče njihovega združevanja. Kaj pa ta moment še, Edvard, to, da recimo, da to zdaj vsi mediji pač zdaj pišejo, da to nastaja pod patronatom Roberta Goloba? Zdaj, vse, kar je v zvezi z levico nekako nastaja pod patronatom Roberta Goloba, preprosto zato, ker Robert Golob zagotavlja financiranje vseh teh ideoloških transformacij. Ne? To se pravi, levica dobi s tem preživetje na političnem prostoru, Vesna dobi možnost vstopa v državni zbor, ne, in dajmo reči, da se ta možnost proti zdajšnji poziciji bistveno povečuje, ne, in ta patronat zdaj gre za to, da se pač krepi neka pozicija levega političnega pola ali pa tega, jaz bi celo rekel v naših slovenskih razmerah antidemokratičnega pola se v bistvu krepi, nekako je pa to treba sfinancirati, ne, in Golobove dejavnosti, Golobove navezave, Golobova v bistvu diktatorska drža, tudi kar se tiče financiranja, to se pravi pozicioniranja posameznih ljudi z imeni in priimki, na posamezne položaje, kjer se pretakajo izjemno veliki denarji, recimo tak zadnji, tak velik ali pa odmeven primer je bilo pozicioniranje Črnčeca pač na neko pozicijo, kjer je praktično brez prave odgovornosti, ampak pretakajo se pa ogromni denarji, res ogromni za slovenske razmere, je zato pogosto lahko rečemo celo, da gre to pod njegovim patronatom. Ne. Ampak ni to tako malo absurd, ne, recimo ta situacija s tem Prebiličem. On je evropski poslanec, ne, zdaj očitno bo šel na parlamentarne volitve, morda bo to že povedal ta teden, in če bo tukaj izvoljen v parlament za neko novo stranko, potem mu takoj propade mandat v Evropskem parlamentu. Ne? In ta mandat kot nadomestna poslanka dobi Urša Zgojnik, ki je predsednica ali pa liderka stranke Zelenih. Skratka, mandat bo dobila gospodična, ki zdaj v bistvu spostavlja neko povezavo kontra Prebiliču, katerega mandat bo kasneje dobila. Še bolj zanimivo, ker bojo takrat v neki povezavi z levico Asta Vrečko, ki je dvojne evropske volitve pogorela na celi črti, nenadoma na nek način imela evropsko poslanko. Zdaj, dokler so sicer sam v koaliciji, je to bolj ohlapno in to je treba tudi upozoriti, da to malo tvegajo, da bo nastal vtis, da gre za nateg volivcev. In to enak nateg, kot se je zdaj razkril pri Prebiliču. Kaj pa je Prebilič javno povedal? On je javno povedal, da on ne bo zdaj izstopil kot evropski poslanec iz te stranke, na kateri liste je bil izvoljen, ker on pa zapravo nastopil v koaliciji za to stranko na volitvah. On je bil član, to je bila koalicija že takrat in zdaj smo spet priča, ne neki združitvi, ampak koaliciji dveh strank, ki sta tu samo zato, da se jih zvoli, potem pa ne šmirljajo več in vsak po svoje in dela, kakor hoče. Zdaj, če bi šlo pa res zato, da hočejo dobiti volivce, pa bi jim jaz predlagal, pa še bolj pomagati Robertu Golobu, če govorimo o Vesni pa levici, da še resnico pritegnajo, To pa je res tudi ena taka skrajna stranka, ki ima iste volivce in ki v resnici, jaz mislim, da obe ti stranki na nek način, predvsem pa levico, ogroža na volitvah in jim pobira glasove. Zdaj levica je že prejšnjič komaj prišla v parlament. Na evropskih volitvah, to ima verjetno na evropskih volitvah pa je resnica z z manj denarja dosegla boljši rezultat, pa je izven parlamentarna stranka. Peter, to verjetno drži, da si v boji, zlasti levica tudi, bom rekel, imajo to odskočno desko, izhodišče je zdaj malo boljše, če se združijo, Jaz nisem prepričan, da je boljše. Je pa gotovo, da je na nek način to boljše, kot si omenil, za gospoda Goloba. Mediji so pa gospod Prebilič probali gospoda Prebiliča dvigniti tudi kot nek antipod verjetno Logarja, s tem, da so ga razglašali za nekega bodočega mandatarja, na levi sredini, tam, kjer je Golob. In zdaj, kot ti dve stranki to delata brez Prebiliča, je to še ena dvojka Prebiliču ob pred tem SD-ju. On je rekel, da bi rad združil celo levo sredino, zdaj ni SD-ja, ni levice, ni Vesne,
postanemo, sem še, da je on mandatarski kandidat, ne vem, Svobode. Ne, mislim, da mu ostanejo, ampak mislim, da se mu ti Desus pa Javec pa to se mu ponujajo, ne? Potencialno, ja. Ja, potencialno, ja. Čeprav Javec je ambiciozen človek, on je že bil mandatarski kandidat, tako da ne vem, če bo kar tako Prebiliču to prepustil. Lotrič pa vidim, da je izjavil, da fokus definitivno ga je sam na volitve, ne? Če je zdaj pač je možno to ampak reči. Ampak v končni fazi, ne vem, jaz pa mislim, da je to za Prebiliča ni tako slabo vse skupaj. Ne? Jaz pa mislim, da je to na nek način win-win situacija. Ne? To se pravi, če gospa Zgojnik pride v Evropski parlament, Prebilič dobi nek dodaten zagon na lokalnem političnem prostoru. Zdaj, glede na to, da je Levica itak, to se pravi, če dobila 4% na prejšnjih volitvah, 96% volilnega telesa je na tihem ali pa glasno mnenje, da bi itak morali biti prepovedani, kar pomeni, da potrebuje to, na kar Levica ves čas štarta. To je neka forma. In dobi iz tiste, tako kot sem prej rekel, komunistično krvavo rdeče, dobi nek zelen moment in se ta forma spremeni. Njeni podporniki, katerih je vse skupaj verjetno v celi Sloveniji 1000, to se pravi par profesorjev, par, dajmo reči, lokalnih FDV-jevskih nekih študentov, pa še par, da ne rečem, lokalcev tamle v Zasavju pa v Kopru, je to neko telo, ki bo kar naenkrat dobilo nekaj več, kot pa ves čas pogled v to dediščino bivše Jugoslavije, ne, in bo dobilo neko vizijo zelenega prehoda, neke prihodnosti, ne vem česa, predvsem pa bojo dobili občutek, da so veliko bolj skladni z evropskimi smernicami razvoja, ne, da so del, kot bi rekel temu mainstreama, ne pa več neki udarniki, revolucionarji, ki morajo ves čas rušiti ta sistem. In je to, če me nekdo vpraša, v bistvu en tak velik win-win zgodba, mislim, da je zelo dobro. Ne? Se mi pa zdi, da je resnica kot takšna, pa bi lahko precej potegnila zavoro tej transformaciji v bistvu, ne? In jaz mislim, da je tudi razlog, zakaj se ne združita Vesna in Levica, ravno v tem, da Vesna ne želi postati neka reakcionarna, revolucionarna stranka neke preteklosti, in je Vesni ni v interesu. Sveta, hočeš reči, da Vesna je tista, ki to malo zavira? Ja, Vesni, saj bom rekel politično pragmatično bi bilo, da je v interesu praktično izključno to, da pride čim dlje znotraj, to se pravi državnozborskih volitev, da po možnosti vstopi v državni zbor, na drugi strani dobijo evropskega, to se pravi trdno pozicijo na evropskem ali pa ohrani trdno pozicijo na evropskem parketu in hkrati, mislim, to pa ne smemo kratko zanemariti, Prebilič je, to se pravi, bil izvoljen na listi Vesne in pač zaenkrat ni nič rekel, da on se pa gruje od Vesne, da pa on z Vesno nima več nič in tako naprej. Kar pomeni, da Vesna zelo pragmatično in na dolgi rok dobro igra, v bistvu širjenjem svojega vpliva. Zdaj, ali se prešlepa na Levico ali pa ne vem na koga, oziroma ne prešlepa, ampak doda svoj delež v skupno igro, Levica dobi pa to navidezno transformacijo, ki jo pa njeni volivci zdaj že obupno potrebujejo, ker je to skakanje z palestinskimi rutami, Che Guevaro in tako naprej, počasi roko na srce se tudi ta Tito moment počasi postaja obskuren del neke preteklosti, ki bi jo, jaz mislim, tudi njeni volivci počasi pa že tudi radi dali nekaj. No, malo se je distanciral, s tem, ko je rekel, da on ni član te stranke in da je nastopal v koaliciji, se na nek način je. Zdaj v ravni Evropskega parlamenta pa on v resnici itak ne more izstopiti iz Vesne, se ta Vesne ni. To je neobstoječa stranka na evropski ravni. Ja, tvega pa izdajo, če se... Tudi v Sloveniji je to praktično neobstoječa stranka, se nimajo nikjer nič, razno dobivajo proračunsko financiranje. Ja, mogoče imajo kakšne svetnike občinske. Mogoče, ampak to je najpomembno praktično. Gre za izjemno majhno stranko. Izven parlamentarna stranka. Je pa še še nek moment je. Zdaj tam Levica ima v statutu neko določilo, da nihče ne sme kandidirati za poslanca več kot dvakrat, po 2 mandatih. In zdaj to določilo naj bi zdaj zadelo Mesca, Natašo Sukič in pa Mateja Vatovca. In zdaj, če bi se povezali, bi nastala neka nova forma in bi se to hkrati izničili. Tako da oni verjetno imajo tudi nek osebni interes. Se rešijo teh težav, ki jih imajo, da bi cel vrh stranke v bistvu moral se umakniti. Je pa seveda vprašanje, če bodo ravno ti potem izvoljeni, ker zdaj pride pač neka druga skupina ljudi še zraven. Problem, tudi Levice je v tem, ker bazen samih, to se pravi
kandidatov ali pa prepoznavnih imen ni ravno velik. Ja, iz teh 1000, ki si jih prej verjetno Ja, menil. pač, zdaj, dobro, jaz sem to malo tako špekuliral. Ampak nekaj teh bo tudi Kordiš odpeljal, ne, zdaj, ne? Sigurno, ne? Ampak ni nekih strašno prepoznavnih imen, ki bi lahko praktično takoj potegnili naprej nek voz. Ne? Ampak zdaj ta dogovor o tem, da se bodo povezali, je to zdaj dober ali slab znak za Miho Kordiša, ki dela svojo stranko Mi socialisti? Pa bi bil tehnično gledano, ne, pa teoretično gledano najhujši konkurent Levice. Ne, to pa ne znamo oceniti, ker zaenkrat tudi za Kordiša še ne vemo, kje je. To pa so tako majhne stvari, da jaz sem tudi raziskave javnega mnenja, to zelo težko merijo, ker so dogajanja na popolnem obrobju. No. Ne znamo oceniti. Zaenkrat se je pohvalil pred kratkim, da je zbral 5000, da so zbrali 5000 podpisov za referendum proti povečevanju denarja za obrambo. Čeprav to ne govori, čigavi volivci so to podpisvali. Ja. Ampak je pa dejstvo, da Kordiš izjemno kvalitetno opravlja svoje delo, ki gre skladno s tistim, kar sem jaz prej omenil, o tem povezovanju med Vesno pa Levico, v prid pravzaprav Levici, da jo odriva od skrajnega levega roba, ali po domače povedano, da se je pojavil v političnem prostoru še nekdo, ki je bolj skrajen od, to se pravi, te revolucionarne levice, z Asto Vrečko in Čebinami na čelu, ne, in jo odriva proti sredini in jo dela, zdaj, če se mečkam slikovit izrazom, bolj zeleno, kot je bila še včeraj, ne, ker pač ta skrajni rob, kamor Kordiš cilja, ni samo krvavo rdeča, ampak že, bom rekel, na rjavo, proti rjavi, to se pravi proti Rjavo-sračniki. Rjavo-sračniki, da ne rečem. Ja, se izskačejo, ne, se izskačejo njihovi v črnih srajcah, pa tiste rdeče zvezde in tako naprej. Vedno, ko vidim te akcije, se spomnim tistega odlomka iz filma Kabaret, ne? Ja. Veš, tistega piknika, ne? Ko on pravi, jih boste še lahko ustavili, ne? Se spomniš? Ne, ampak to se mi zdi, da gre zelo dobro v ta koncept transformacije političnega telesa, ker to politično telo, to se pravi levo, ne, če ne bo našlo novih načinov, forme, kako dobesedno prodajati to volivcem, je težava. Ne? In zvestno, recimo konkretno, pa na eni strani to Levici dodaja novo vsebino, na drugi strani pa s Kordišem na skrajnem robu jo pa udriva proti sredini, kar pomeni, da se Levica kar naenkrat, kot sem rekel, nek kameleon v bistvu levi, ne, ali pa kad ena kača se levi. Na koncu se bodo kot liberalci prikazali. Ja, kar pač ni izključeno. Ne. Dobro, predlagam, da gremo naprej. Zdaj, Peter, prejšnji teden je bila sprejeta ta resolucija za dodatni denar za obrambo oziroma Slovensko vojsko, ampak zdaj, ko pogledamo to, rezultat tega glasovanja, samo 38 je bilo za, ne? Yep. Samo 8 je bilo za, tukaj je tega šteče tudi, mislim, da 2 ali 3 iz Nove Slovenije, ne, ali 2, ki ste glasovala za. Kako? Pa manjšinec je glasoval pa manjšinja, za. Nekaj teh, dva iz demokratov, ne. Nekaj teh eminentnih poslancev Svobode je bilo proti, ne. Lena Grgurevič. Samo ona je bila proti, zadosti se jih je pa vzdržalo. Gospod Gregorič je tudi vzdržal, ker se ni upal glasovati proti. Na koncu je povedal, čeprav je cel dan govoril, da bo proti, da vendar ne bo proti, da ne bo glasoval. Zdaj, SDS pa ni glasovala, ne? Ja, so tudi napovedali, da ne bojo. Bral sem očitek zdaj tam v teh medijih, ki so pač bili se levi strani, da ne navadno, da recimo SDS, ki zagovarja pač večje oboroževanje, več denarja za vojsko, ko treba pač o tem glasovati, pa ne glasuje oziroma zapusti dvorano. Zdaj, to je smešno očitek, no, da glede temeljnih stvari, ko gre za obrambo, mora priti pametno ponudbo v parlament vlada in se med sabo dogovoriti, kaj bi rada, ne, prišli so v parlament z predlogom, ki je v resnici mimo dogovorov vlade in mimo tudi mednarodnih obveznosti države, ker namenjajo premalo. Zdaj govoriš o predlogu, ki ga predlaga Golobova vlada. Ja, to tudi sami vedo. No? Tudi ta predlog je, kot je opozoril predsednik SDS, nenavaden, ker govori o dosti denarja, ne, može biti da če več, nič pa o vojakih in kaj bojo tam naredili, ker brez vojakov ni. Tako da z tega vidika tu ravnanje SDS, da povrh vsega so obstrukcijo napovedali še zaradi tega, ker je Urška Klakočar Zupančič že spet kršila pravila glede referenduma, ne? Tokrat Levici, kot jih je prej SDS-ju, pa tudi NSI-ju pri Palestini, pa še kje, ne? Ko pač ignorira neke procedure. Jaz mislim, da v tem primeru, ko gre za neobvezujočo resolucijo, je SDS celo malo pretiravala s tem očitkom, koncev ni tako pomembno. Ampak vsebinsko pa je to svoje logično, da pričakujejo, da bo predvsem vladna koalicija
svoje načrte, kam bo vodila državo, potrjevala. Zdaj, če niti vlada ni usklajena med sabo, ni stvar opozicije, da jih rešuje. Zdaj to Golob, oziroma vlada je dosti forsirala za tega prihajajočega sestanka Zveze NATO, to drži? Ne, na tem sestanku bojo sprejeli bistveno bolj ambiciozne cilje in zaveze. Ne. Tisto, kar je pa mene... Tisto, kar je pa mene šokiralo, pa je to, ne, s kakšnimi razlogi so poslanci vladnih strank, Levice in Gregorjeviča zavračali ta vladni predlog, ne, da bi dali nekaj več denarja za obrambo, ne pa toliko, kot bi morali. Ne. Te utemeljitve so bile absolutno nore. No. Tam so nam pred glasovanjem povedali, da so proti zaradi tega, ker je NATO ustavil vojno na Balkanu z posredovanjem proti Srbiji, ki je s tem prisilil, da ni več pobijala na Kosovo in drugod. To je bil razlog, da je Levica in tudi Gregorjevičeva glasovala proti temu, da bi se danes, ko smo v zelo težkem položaju, ko lahko pride znova do konflikta, tudi na Balkanu, ne, kot smo priča na Bližnjem vzhodu pa v Ukrajini, da so oni proti več in boljši obrambi. Gregorjeviča mislim, da je celo izjavil, da je proti NATO. Vse tudi Vatovec je povedal, oba sta povedala, da sta dva glasovala proti NATO. Ta argument z tem bombardiranjem Beograda je res smešen. Argument, pa ste bombardirane, pa se ni bilo nobenega bombardiranja. Beograd je bil v resnici nazadnje bombardiran v času nacistov. Ne, to je, da uničiš mesto. Ne, raketirali so cilje vojaške, ne, niti niso dosti krat zgrešili, ne, ni bilo dosti civilistov mrtvih. Tu govorite, da je šlo za bombardiranje Beograda, tu gre za propagando, čisto srbsko, ki jo slovenski poslanci, ne, ki so brez glave in pameti v Sloveniji gladko širijo. Ne. Tu nastopajo kot neki res radikalni Srbi, ne. Ti Miloševićevi Srbi, ne? Tu zdaj ne govorimo o neki pametni srbski politiki. Pametna srbska politika ni bila za neumne nacionalistične, celo fašistične vojne. Ne? Ampak mi imamo v Sloveniji, ne, poslance, ki očitno niso dovolj pametni, da bi znali te stvari videti pa ločiti. Ne? In kar je mene najbolj presunilo, je to, da imamo medije, ki jim to ni bilo mar. O tem največji mediji sploh niso poročali. Jaz lahko razumem, da branijo vladno koalicijo, pa Goloba, pa to, ampak te stvari so pa preresne, da bi jih zamolčali in ne upozorili. Tudi ti poslanci, ne, gospa Gregorjevičeva, pa Levica. Če hočeš reči, mediji o tem, zakaj Gregorjevičeva ni glasovala za resolucijo, niso poročali. Jaz mislim, da kot sam nisem opazil... Jaz sem to namreč bral pri tebi. Jaz nisem največji medij. Ne, če boste pogledali RTV, in tudi niso opozorili, zakaj je to problematično, ne? Da so se tam lagali v nekem propagandno, v nekem bombardiranju. Je pa res neverjetno to, ne? Mislim, da to je malo bizaren argument, ne? Da glasuješ proti več denarja za slovensko vojsko, zato ker je pač slovenska vojska del NATO, NATO je pa pred davnimi leti vrgel neki bomb na Beograd. Praktično je večina teh argumentov v bistvu bizarnih, preprosto zato, ker ne zdržijo neke resne racionalne presoje, glede na to, da jaz mislim, da je nasplošno vsa ta razprava ta trenutek namenjena zgolj enemu kuhanju žab, kako prideti od 1,5% na verjetno v bližnji prihodnosti na 5%. Saj se trenutno govori o 2-3, še 2 bombe bosta bližje padle, pa bomo na 5%. In jaz se lahko z lahkoto strinjam z marsikakšnim argumentom, kako se, ne vem, denar preko vojaškega kompleksa pere, pa ne vem kaj še vse. Ne? Ampak na koncu dneva je potrebno vedeti, in to smo zdaj v tem trenutku priča pri konfliktu Izrael-Iran, da je vojaška tehnologija in to se pravi pristopi v vojskovanju in tako naprej, daleč naprej od Juriš pa pušk pa M48 in tako naprej. In zdaj, če mi temu ne bomo sledili na nek pameten način, imamo vsi skupaj problem. In jaz mislim, da se tega zaveda tudi levi pol. Vendar pa glede na obljube, ki so jih dajali tako lahkotno, pravzaprav zelo podobno kot 30 dni do specialista, so dejali tudi obljube, kako bojo nenazadnje ustavili investicije v oboroževanje. In tudi so, da morajo zdaj nekako priti čez ta prepad, ki so si ga sami ustvarjali, z dobesedno neko zmedo, z nekimi obskurnimi argumenti, ki so argumenti sami zase, ne pa zato, da bi koga resno prepričali, ker na koncu dneva mislim, da je vsem jasno, da
da bomo verjetno do leta 2030 ali pa celo še prej prišli do tistih 3%, tako ali drugače, ker bo enostavno zahteva takšna. Ja, pa se 3% so zdaj tukaj, 3% zdaj so v igri, ne? Ta trenutek 2 do 25 in 3, oziroma 2 do, ne vem, 28 ali nekaj takega. Ampak vmes pa NATO že govori o 5%, ne? To bi rekel, kaj pa je še nadgradnja tega argumenta bombardiranja Beograda, ne? Nadgradnja bi bila samo še to, da bi tile nasprotniki iz vladnih strank pač povedali, da so proti zaradi tega, ker imajo slabo izkušnjo iz časov vlade Lojzeta Peterleta, ko se je ravno tako namenilo nekaj več denarja za obrambo in je potem srbska vojska, jugoslovanska vojska izgubila vojno pri nas. In da ne nočejo tvega, da bi se še enkrat to ponovilo, ne, da Slovenci izpeljejo osamosvojitev. O teh stvareh se pogovarjamo. NATO je takrat ustavil vojno na Balkanu, ki je bila nadaljevanje te vojne pri nas. Mi smo se obranili sami, drugi se niso mogli in so pač pomagali to norost na Balkanu ustaviti, v resnici ZDA, niti ne NATO. Ne? In mi imamo zdaj poslance v parlamentu, ki pravijo, da je to narobe. In da mi ne smemo investirati vlastno obrambo zato, ker smo za vojne na Balkanu. In to v položaju, ko je res nevarno, da pride do nove vojne na Balkanu. Ker, poglejte, jaz mislim, da širitve vojne iz Ukrajine na Bližnji vzhod ni bila čist nepovezana. No? Tist napad Hamasa se je zgodil na Putinov rojstni dan. Pač, to je dejstvo. Ne? In hkrati so udarili tudi Hezbolah. To ni na ključe, po tvoje. Ja, zdaj, če kdo verjame na ključe, da udarijo tudi Hezbolah iz Libanona, pa Huti in vsi so povezani slučajno z Iranom, pa jih on financira, pa vodi, ne. Pol pač in Iran je zaveznik Rusije in pošilja orožje, ne, recimo letalnike, ne, ki že 3 leta redno sesuvajo Ukrajino. Če kdo misli, da so to naključja, so naključja. Drugič vidimo zaostritve, ne, ki na Balkanu za Kosovom, ne, tam so neke hude zaostritve tudi znotraj srbske politike. Ne. Zdaj jih uspeva, ne, ta Evropa zadrževati. Ne, pa to ne gre zgolj za Kosovo, tudi Republika Srpska. Ne. Balkan je sod smodnika in je nevaren. No. Prej so omenil referendum, ne, Vatovca, ne, pa Uško Klakočar Zupančič. Kaj pa to pomeni za načrt Mihe Kordiša, da bo pač naredil referendum proti financiranju obrambe? Tile posvetovalni referendumi, ki jih tu zahtevajo skrajni levičarji, pa tudi skrajni... Je to bil njihov odgovor na Kordiša, ali je bil... Pa tudi resnica zahteva, ne, tudi, ki se malo za desničarji zdajo, to je predvolilna propaganda, to je popolnoma neresno. Ne, da bi tak referendum, ki ga oni zahtevajo o tem, ne, bil razpisan, to je v bistvu referendum o izstopu iz NATO, ne, bi morala za to glasovati večina v parlamentu. Če misli večina Svobode glasovati, ker drugi ne bi mogli biti za to, ne verjamem, tudi SD celo tam imajo neke pameti v glavi, ne, potem je pa res hudo v tej državi. No. Mislim, da dajmo biti resni. No. Ja, pa med Svobodo bi se kar našlo nekaj glasov, ne, za to. Ja, gospa Grigurevičeva bi gotovo glasovala za, pa poslanec Svobode, ne, ki ima podobna stališča, ki so v bistvu za neko vrnitev v Jugoslavijo. Ja, ali pa ki so blizu Rusiji, no, ali so bili na nek način povezani tudi v preteklosti. In bi bili v skupini prijateljstv takoj, če bi trenutno bila aktualna. Ne. Tu pač imamo to pluralnost v slovenski politiki. Sej mislim, da imajo tudi druge države s tem težave. Jaz mislim, da druge bolj preverjajo, ali je v ozadju še kaj več kot zgolj, kako bi rekel, neko politično stališče, ne? Ker včasih, gledajte, Moskva je neskopolozna in tudi pričuje te stvari. Ja, kako pa recimo zdaj ti politiki levice, ne? Recimo Vatovc, pa Asta Vrečko, mesec recimo preživijo takšno dodatno takšno resolucijo, recimo, ki pač med levo-sredinsko vlado tako pospešuje izdatke za obrambo. Kako misliš, kako preživijo? Ja, politično preživijo, ker oni so namreč proti temu financiranju vojske. Ne? Ja, tako da so proti, pa hkrati se zavedajo, da bo to vse sprejeto. Kako preživijo, med svojo volilno bazo, kako to preživijo? Z leporečenjem in verbalnim izvijanjem, nič drugega, ker njihova volilna baza ni vsebinska baza. To se pravi, to niso ljudje, volivci njihovi niso ljudje, ki bi se ukvarjali s programom in z nekimi poglobljenimi študijami znotraj programa, ne? To se pravi klasična vsebinska stranka je recimo SDS, ampak tukaj gre pa v veliki meri pa za formo. Pa še potrebno je nekaj vedeti. Ne? Mi, ko govorimo še posebej o levici, pa o teh v bistvu skrajnežih slovenskega političnega prostora, zanemarjamo, da je to samo 20% njihovega političnega udejstvovanja. 80% njihovega političnega udejstvovanja je
NVO in novinarji. A ne. To se pravi, če ti mene vprašaš, kako oni preživijo, zelo preprosto, ker je to, najlažje bi bilo jih razumeti samo kot neko ledeno goro, ker v bistvu, ne vem, Vrečko, Kordiš, pa ne vem, Mesec, pa tako naprej, so tista špička, ki štrli ven iz vode, ne. Vse ostalo imaš pa ti v bistvu neko brezimeno gmoto od spodaj, ki obvladuje slovenski politični prostor. In to, jaz mislim, da nisem nič novega povedal glede tega. In ki je plačana z vlade. Ki je plačana z vlade, ja. In jaz mislim, da to mi vsi zelo dobro in čutimo in razumemo in vemo, zakaj gre, ne. Tako da je v tej luči, ne, ko to upelaš v enačbo, gotoviš, da v bistvu je to vprašanje, kako oni preživijo, v bistvu ne smem reči brezvezno. Ampak točno retorično vprašanje, ker je v bistvu ta pritisk tega na javno mnenje z zmedami od navideznih nekih aktivnosti, akcij, zbiranja podpisov, enkrat za to, enkrat za ono, da se ves čas pravzaprav to politično telo, ki ni vezano na neka programska izhodišča, to se pravi, hočem povedati samo to, da njihovi volivci niso tisti, ki bi rekli, ne me jugat, obljubili ste nam, da ne bo tale denar šel za vojsko in zdaj delate obratno, so te volivci dobesedno ves čas na tnalu, enkrat ene združbe, drugič druge združbe, daj podperi to, daj podperi uno, daj podperi tretjo, zato se ne ukvarjajo z samo vsebino, ker to vsebino, če ti vežeš to vsebino na protikapitalistično, a hkrati se nobene voz manj kot z novim BMW-jem, če ti vse to vežeš na tista programska izhodišča, katera naj bi bila v bistvu temelj za tega volivca njihovega, potem je sama po sebi, ali si nor, ali si pa ne vem kaj, da temu ne slediš. Pa vendar, ko imaš ti ta cel aparat, ki deluje v državi, zato, da te podpira, da te, kaj ne rečem, drži hrbet, da ščiti hrbet, potem lahko v resnici počneš skoraj kar češ. To je to, kar Peter pravi, da mediji ne povedo, zakaj je Gregoričeva, na primer, glasovala proti zaradi Beograda, ne pa Američanov. Zdaj, formalno pravno, Peter, pa ima ta resolucija kakšno moč? Nobene, gre zgolj za politično izjavo, kaj vlada namerava delati, sicer pa nima dejanske nobene moči. O tem, kaj se bo porabilo za obrambo, se določa z državnim proračunom, z konkretnimi nakupi in z pravimi zakoni, ob katerih je pa potem mogoč dejanski pravi tudi hipotetično referendum, oziroma, ko gre za obrambo, ni mogoč, ker ga ustava prepoveduje. Izredno. Zakaj pa so potem... Za posvetovalni referendumi, ki ga tu zahtevajo te skrajne leve stranke, so ankete, ki nimajo nobene zavezujočnosti in so mogoče dejansko čemerkoli, ampak nima nobenega pomena. Teda tu treba biti zelo previden, to, kar razlagam. Tu gre prvič za nekaj brezveznega, drugič tega itak ne bo verjetno, oziroma 99%, in gre za propagando. To je treba ljudem, ampak mediji to ljudem ne povejo, da gre dejansko za larifari. Čeprav pri resoluciji treba paziti, resolucija sama po sebi je brezvezna. Lahko, dokler ne gre v egzekucijo znotraj zakonodajnega procesa, dokler časa se jo ne umešča v proračun. Kaže politično voljo, to pa je. Z argumentom resolucije. To se pravi, tehnično pač na začetku sama po sebi ne pomeni ravno ne vem kaj, ampak potem se lahko na njo sklicuješ. Ampak ko pa gre v proces, to se pravi proračuna in tako naprej, takrat pa začne živeti. Bo pa Golob s to resolucijo verjetno mahal na sestanku Zveze NATO? Ne. S to resolucijo ne sme mahati na sestanku Zveze NATO, ker tam bo s tem v hudih težavah, ker NATO se pogovarja. Pa se o tem govori, oni se pogovarjajo o 3,5, o 5%. To, da si ti ravno sprejel nekaj, kar je narobe in s tem zavračaš cilje NATO, s tem ne moreš mahati. Zakaj pa je potem vlada predlagala takšno resolucijo, ki že avtomatično zaostaja za cilji NATO? Jaz mislim zato, ker se jim na nek način vendarle koristi. Povedo, da ne meravajo nekaj več porabiti, vendarle so rekli, da bo vsaj 2% letos le porabili, ker so praktično vse druge države tudi že davno na tem cilju, z izjemo Španije. Hkrati pa vejo tudi, da tem ekstremistom levim to koristi, ker z nasprotovanjem si pa tu nabirajo politične točke. In kako preživijo, to smo pozabili povedati. Ja, potem vpijejo, še dosti hujše bi bilo, če bi bil Janša. To je pravi problem. Zdaj težavo imajo tokrat, ker ti poslanci SDS niso glasovali, niti to ne morajo piti. Drugače je pa to vsem na nek način ugajalo, edino v mednarodni skupnosti, kjer so pa resni ljudje,
Tam pa to ni najboljše. Ampak v Sloveniji s tem nimajo težav, ker tu ni resne razprave. Jaz pa mislim, da bo resolucija uporabljena prav za to. Kot neko izhodišče za to, da se stvari premikajo v pravo smer. Kljub temu, da, tako kot smo prej rekli, to nič ni posebenega ta dokument, dokler časa ne zaživi skozi zakonodajni, proračunski, ne vem kakšne procese. In da bo nekako se poskušalo opravičevati to počasnost Slovenije v tej zgodbi, ki koristi levici, da zaenkrat mi smo dali takšne in takšne zaveze, zdaj smo naredili pomemben korak naprej s to resolucijo in gremo naprej proti tistemu, kar se bomo zmenili ali po domač povedan, kar nam boste naložili, da ne izpeljemo. Tukaj pa je en zanimiv moment, ker bo verjetno slej ko prej nekdo ali od evropskih poslancev ali nekdo to potegnil na mizo. To, kar se je pred časom javno govorilo o tem, kako se bo nadmudrilo v bistvu, pretentalo evropske zaveznike. Predstavniki vlade, kako se jih bo pretentalo z nekimi rešitvami, ki bojo hkrati nekaj obljubljali, v resnici pa nič naredili. In seveda s to idejo te dvojne uporabe, kar je verjetno na neki točki najbolj znana dvojna uporaba je zagotovo Falcona, kjer se je ga promoviralo kot prevoz ranjencev. Politiki. Ampak da je ta koncept dvojne uporabe verjetno na neki točki nekje je verjetno v redu, ne vem, kakšna kibernetska varnost in podobne stvari, ampak zdaj pa na koncu dneva smo pa še vedno toliko daleč, da vidimo danes, droni, puške, ne vem kaj, rakete je tisto, kar pač... Še eno dimenzijo je treba videti. Pri teh obrambnih nakupih seveda ne gre stvari na vrat na nos. Zdaj država je s tem ravnanjem teh levih strank, ki že smo jim priča 10 let, pač zagotovila to, da se sistematično in dolgoročno ni nič delalo. Razen, da so dolgoročno uničevali možnosti, da bi se kaj zgodilo. Zdaj, ko nenadoma namenjajo ta denar, ne zgolj za to resolucijo, ampak dejansko več, si pa s tem omogočajo to, o čemer kolega govori, da bojo plačali spet neke svoje zasebne biznise in projekte. To vidimo že pri tem projektu Valhalla, kjer so neko kupolo, ki je popolnoma nepreizkušena, ki jo naenkrat dela nek brat od pač znanega propagandista vladnih strank, zamislijo to montirati na oklepna vozila in to ni bilo nikjer preizkušeno. Te stvari so hudičevo resne, ker če stvar ne deluje pozneje, ko je vojna, so ljudje mrtvi. In država zgubi. In na tak način bo lahko še dosti denarja odšlo. Namesto, da bi v zadnjih 10 letih, pa predvsem v zadnjih letih razvili možnosti, ki jih dejansko država ima na tem področju obrambne industrije, ker trenutno so tu potrebe velike in bi se dalo marsikaj pognati, predvsem, ko ima avtomobilska industrija težave. Tako da tu jaz mislim, da so te vlade naredile državi veliko škodo, tudi dolgoročno, ker tudi zdaj ne bo tega voza mogoče resno obrniti, potem ko se je dolgo povsem neresno obnašal. In zanimivo je, da so tudi druge države, ki ravnajo podobno neodgovorno, ves čas težavah, ko gre za gospodarstvo, recimo Španija, ker imajo podobno neodgovorne leve politike, ki ne vidijo dogajanja, da je to niso igrice. Pa ne gre zgolj toliko, če ne za obrambo, vse mogoče ne bo vojne, ampak gre tudi za to, koliko izkoristiš neke gospodarske potenciale, ki jih Slovenija ima še iz časa Jugoslavije, ko se pa tu je marsikaj proizvajalo in smo znali narediti vozila, nadgradnje, lasersko tehniko, trenutno pa Pipistrel še zna nekaj delati. Spon tega podjetja Valhalla je res zanimiv. Jaz bi tukaj dodal še en zanimiv moment. Jaz sem bil zdaj pred parimi dnevi bil ta slovenski globalni forum tukaj v Mariboru, kjer so v bistvu svetovne dajmo reči, ljudje res svetovnega formata, ki sodelujejo v teh tokovih, v bistvu upozorili na par zanimivosti, kjer je, recimo, ne vem, ko je dr. Leskovec govoril o tem, kje je danes v bistvu umetna inteligenca in tako naprej, je res dobro vprašanje, kako ne uspemo pravzaprav ali pa zelo malo izkoriščati tega znanja, ki je na nek način dostopen preko naših strokovnjakov, ki so v tujini. Potem smo slišali recimo o sami vojaški industriji, o pač enem od podjetij, jaz se žal zdaj ne spomnim, za katero podjetje se gre, ker je pač mislim, tuje podjetje, slovensko podjetje, ki je v bistvu globalno podjetje, še posebej znano na področju teh brezpilotnih letal, kjer je pač opozoril, da se dejansko igramo
z slovensko varnostjo, zaradi tega, ker ne spoštujemo določenih stvari in je pač dal en tak zanimiv primer, kjer je javno pač povedal, da recimo, da so neki brezpilotni letalniki, ki jih uporablja slovenska policija za nadzor slovenske meje, v bistvu znotraj NATO prepovedani. Ne? In mi uporabljamo v bistvu neko tehnologijo, ki dopušča neke, kaj ne rečem, udore, hekerske, ne vem kaj, v naše podatke, da to funkcionira. Jaz nisem šel... To je pozame, čisto neka nova informacija. Jaz nisem šel tega preverjati od petka do danes, ampak jaz sem bil dobesedno zgrožen, ker je gospod upozoril, zakaj ni na tem globalnem forumu predstavnika notranjega ministrstva in tako naprej. Zelo zanimivi vidiki, kar kažejo posredno, kažejo na to, da se dejansko določeni odločevalci v slovenski državi dobesedno igrajo z našo prihodnostjo. Zdaj malo zaradi nestrokovnosti, malo zaradi politikanstva, verjetno malo tudi zaradi nekih kratkoročnih dobičkov, takšnih ali drugačnih, ki so vedno verjetno prisotni v vsakem takem polju, ampak to so v bistvu zelo, zelo resne stvari. In mene čudi, recimo, da ima Slovenija kot takšna in sam forum, recimo, je bil odlično organiziran, res so se potrudili na Ministrstvu za gospodarstvo, da imamo dostop v bistvu do res, bom rekel, pomembenega znanja, vendar zaradi teh lokalnih politikantskih zgodbic ostajamo zaprti v nekem loncu, katerega ne samo, da se ga da z lahkoto odpihati, enostavno se ga prime in vrže v prvi graben in smo pozabljeni in kot nacija in kot vse skupaj, glede na to, da puščamo v bistvu eno tako priložnost neizkoriščeno. Če te jaz pa razumem, bilo je rečeno, da na meji uporabljamo brezpilotna letala, ki so, kateri tehnologija tehnologija je prepovedana znotraj NATO. Kitajska tehnologija, katere sploh ne bi smeli uporabljati. Jaz moram reči, da je bila po moje cela dvorana je bila zgrožena, ko je to slišala. Tako da zelo zanimivo slišati takšne stvari. Peter, zdaj si z eno objavo, ki si razkril na sodbo o skoraj posilstvu dveh Maročanov v Ljubljani, si v bistvu pokazal, oziroma dokazal, da policija že vrsto let prikriva podatke o tem, kdo so udeleženci kaznivih dejanj z področja teh spolnosti. Drži? No, pa zaprav to, da policija v dnevnih poročilih prikriva te podatke o posilstvih, to sem že takrat dokazal. Zdaj smo pa dokazali še to, da če novinarji že zvemo, da se je posilstvo zgodilo, to se pa zve običajno takrat, ko se to zgodi na javnih krajih, ker se je večkrat, recimo Ali Safini je ta drugo študentko posilil na Metelkovi in zdaj se je blizu Metelkovi na eni zelenici zgodila še ena taka stvar in potem sem jaz to zvedel, sem vprašal policijo, ali je res, da se je zgodilo posilstvo. In policija mi je takrat poslala obvestilo, iz katerega je vsak pameten človek, ki je to prebral, lahko razbral, da je šlo za poskus posilstva, da je pač nek tujec držal mladenko in pol, ker je prišla policija, je pobegnil pa še eden drug. Dva sta bila, ne? Ja, in jaz sem sicer takrat pisal še naprej, da so potrdili spolno nasilje in posilstvo, ker imel sem to informacijo, ampak dejansko sporočilo policije, pa to ni bilo, in meni je bilo že takrat to malo nenavadno, ampak dokazati ne moreš, ker novinarji pač ne moramo stvari preveriti, nismo bili zraven pri tem posilstvu in zelo težko priti do ljudi, ki so tam zraven. Ampak zdaj sem pa po nekaj letih prišel do sodbe sodišča, ki vsebuje tudi natančno pričanje obeh policistov, ki sem jih tudi z imeni navedel, ki sta prišla prva na kraj, kjer je bila posiljena dekle, recimo Itina. A je bila posiljena? Ja, in tam iz tega, kar pričata na sodišču, se tudi vidi, da in gospe, ki sta poklicali policijo in ta punca so jim vsi takoj povedali, da je bila posiljena. Posilil je samo en Maročan, drugi pa ni uspel, ta čas je čuval, ker so pač ti gospe starejši, gospe dosti opazujejo, to je zato vidijo zdalo, da to je najboljša varnostna služba, so poklicali policijo in prišla policija in potem sta pobegnila. Ampak zdaj, ko imamo to sodbo, v kateri so te stvari jasno zapisane, vidimo, da je bilo obveščanje policije, ki je najprej prikrila posilstvo, kot prikriva vse take dogodke, še posebej, če gre za migrante, da je bilo tudi kasnejše obveščanje resnici nepošteno dejavnost in da so zavajali. Povej mi, Peter, zdaj to prikrivanje teh podatkov, to je zdaj kaj? To je neka odločitev, ker če si jaz prav razbral, ni to točno jasno, kdo je ukazal prikrivanje teh podatkov,
ker verjetno ne gre za ta primer. Ampak je to zdaj neka odločitev policije ali je to odločitev, kaj? To je nek politični narativ, da je treba te stvari tako počenjati. Jaz mislim, da gre za odločitev politike. To že dalj časa poteka. Odločitev politike? Ja, začelo se je najprej z umikom sploh imen vseh umrlih, pa udeležencev v nesrečah, pa tudi umrlih v zločinih. Nekoč smo novinarji o tem poročali, ker smo te podatke od policije dnevno dobivali, potem je to zginilo. Jaz sem to takrat kot novinar celo preverjal, me je zanimalo, večina ni. In sem ugotovil, da je šlo v resnici za to, da je v ozadju informacijska pooblaščenka, še pred Natašo Pirc Musar, potihem šel na policijo in jih zahteval, da to morajo umakniti. Nobenemu nič povedati. Kaj, pod krinko varovanja osebnih podatkov? Ja, za varovanje osebnih podatkov. Zakaj so to umaknili? Pozneje so šli naprej in so leta, mislim, da 2015, kot piše tudi v teh poročilih, zdaj sprejeli še te dodatne omejitve, imajo poseben sistem, o čem se javnost ne sme obveščati. To so recimo samomori, to so posilstva, gre tu za nek kriminal migrantov. O tem se pa v dnevnih poročilih, ker ni imen in priimkov, torej sploh ne morejo nobenega v resnici varovati, s tem, da dodatno prikrivajo, ker že tako ne veš, kdo je, sploh ne obvešča javnosti, se to umakne. Dejansko tega, kdo je to odločitev sprejel, zdaj sem to poskušal tudi preko informacijske pooblaščenke, ni mogoče dobiti. Država ni pripravljena pojasniti, kdo je odločil. To je meni popolnoma neverjetno. To je norost. Ampak takšno državo pač imamo. In tu bi opozoril, da tisto, kar je mene presunilo, ker sem to večkrat spremljal, da sem to nekaj podobnega zaznal pri Državni volilni komisiji. Državna volilna komisija je nekoč, ko je bil tam še gospod Vučko, celoti umaknila podatke o kandidaturah na volitvah v preteklosti. Za volitve, ki so ravno minile, ne moreš več vedeti, kdo je kandidiral. Jaz sem to gledal, nisem mogel verjeti, ampak smo te izkušnje že tam, sem potem poklical gospoda predsednika komisije, ki sem ga poznal, vrhovnega sodnika Gašparja Andorja Frantarja, in sem ga vprašal, ko pa to je, In potem on tudi ni vedel, ni bil čist presenečen. In potem je ugotovil, da so spet ta informacijska pooblaščenka je prišla do Vučka, in so se oni v ozadju zmenili, da je zaradi varovanja zasebnosti kandidat, ker ljudje sicer lahko zvejo, koliko so ženske stare, ker je osebni podatek, treba vse te podatke o kandidatih umakniti in ljudje ne smejo vedeti, kdo je kandidiral na volitvah in kje. In potem, ko je to zvedel predsednik, je on tam sprožil razpravo med resnimi člani in so šli v sodni spor in danes je večinoma to dostopno, vse pa ne. Ampak jaz mislim, da tukaj gre za neko drugo logiko. Tu mogoče celo gre, da je nekoga skrbel zaradi varovanja osebnih podatkov, recimo pri teh kandidaturah za politike, ampak tukaj pri zamolčanju tega, kdo počenja neka kazniva dejanja, so to Romi, so to Maročani, pa tu pa gre za, po mojem, za neko politično direktivo. Jaz mislim, da ta direktiva ali pa ta smernica izhaja iz neke evropske politike. Smernica? Dobesedno smernica. Kjer je prišlo, to se pravi posebej, jaz mislim, da je celo prej je kolega nehote omenil v bistvu leto 2015. Takrat, ko smo spremljali živo to gomazenje v bistvu teh ilegalnih migrantov proti Slovenije. Hočem reči, da gre to za neko prelomno obdobje, kjer je večkrat očitno prišlo do nekih navodil, nekih napotkov in tudi preko nevladnih organizacij, kar šele zdaj prihaja resno ven, da jih je Evropska komisija takrat financirala za to, da so vlagali tožbe in poskušali utišati. To se pravi, prišlo je do napada ali pa načrtne promocije določenih pojmov. In eden od pojmov je, to se pravi, sovražni govor, potem drugi pojem so, to se pravi, zločini migrantov, in tako naprej. In ko to ti v bistvu izpelješ na ta lokalni nivo, kar naenkrat dobiš omejitve pri imenovanju, ne dobiš več v bistvu beleženja. Recimo ti danes zelo težko rečeš, da Romi počnejo ne vem kakšne zločine, preprosto zato, ker razen tega, da ti pač to aktivno spremljaš in da veš, kdaj je, ne vem, ta priimk, ki ga nekako povezuješ s tisto skupnostjo, drugače pa ni podatkov, vse ti ne moreš vedeti. Celo državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve je zadnjič govorila, da je teh prekrškov oziroma zločinov manj. Ampak hočem reči, da gre tukaj za neko politiko, ki se je na najnižjem nivoju usedla v vse nas. To je več to, kar jaz rad včasih izpostavljam, da ti črnca več ne moreš reči črnca, ampak temnopolt. Zadnji smo naslov v Slovenskih novicah, da je, kako že,
temneje obarvani, ne vem kaj, ali čokoladno obarvani, nekaj tazga, da je pobegnil z kraja zločina. Mislim, pa se to si ti mora zmešati. Ampak hočem reči, da prideš potem na neko točko, kar smo jo lahko spremljali, v bistvu zelo zanimivo. Zdaj par dni nazaj v razpravi med tem županom nesrečnim Ribnice in predstavnikom romske skupnosti, to se pravi s tem gospodom Mucem, kjer mu je župan med vrsticami ves čas, žal ni rekel na glas, ampak ves čas mu je učitelj eno malenkost. Kadar se gre za denar, takrat ste prvi, najglasnejši in kričite o pravicah in ne vem kaj, kadar gre pa za to, da boste znotraj svoje skupnosti zadeve uredili, takrat bojo pa sodišča in ne vem, kdo to urejal. In jaz se tukaj recimo konkretno v tem primeru strinjam, da mora družba v določenih primerih potegniti neke vzvode, ker drugače preprosto ne bo miru. In ko se bojijo novinari poročati o tem, ko se bojijo sodniki odločati o tem, ko se bojijo policaji prijavljati, ker bojo na lokalnem nivoju v narekovaj rečen tepeni zaradi takšnih stvari, ker se pa ves čas financira ali pa še doplačuje samo zato, da bi bil nekoč nekje nek mir, potem prideš ti praktično v nemogočo situacijo glede tega. In potem, ko pač mene dobesedno te trese, ko tukaj je govora o nekem posilstvu, te trese, ko vidiš, kako se ta sistemska anomalija pravzaprav kotali skozi različne pozicije. Seveda smo vsi in tukaj za mizo in tudi v družbi absolutno proti temu. Ko pa se nekaj zgodi, takrat je pa najbolj fino, da se o tem ne govori, pa se tudi, če mimoidočega vprašaš, da bi mimoidoči stopil tja pa s kolom po glavi, razumeš, une dva Maročana, pa da bi takoj zraven pretekli še 5 ostalih. Ne, se raje stran obrnaš, mogoče še kakšen selfie kdo naredi, in je to v bistvu ta roza pinki binki politika nas je spravila v popolno neko permisivnost in dopuščanje nekih stvari, ki so enostavno nelogične. Pravo vsake države, temelj prava vsake države, seveda je ustava, ampak je notranja logika. In ko se interpretacija te logike prevesi v permisivnost družbe, v to pasivnost pravzaprav družbe, smo kot družba pač v težavah. In zato imamo mi danes, bom rekel, ko Romi napadajo župana, pa to je dejanje terorizma v resnici, to ni zgolj samo, da si ti nagobec tamle nekega župana. Ti si napadel v resnici predstavnika, neposredno izvoljenega predstavnika širše skupnosti. In da pač potem kar une spustijo, pa se, bom rekel, 3 dni nekaj kotrlikamo, danes se pogovarjamo, sej pravosodje je zatajilo. Nekaj je hudo narobe z reakcijo družbe in z vsemi nami, ki to pravzaprav spremljamo in ne nazadnje neke točke celo prenosimo. Celo še hujše, da so politiki namerno, ne samo zaradi Evrope, ampak tudi pri nas, za to logiko boja proti sovražnem govoru, onemogočili obveščanje javnosti o dejanskem in pomembnem dogajanju v skupnosti, zato da bi prikrili težave, ki so jih povzročili in da bi lahko nadaljevali z politiko pač odprtih vrat. In zdaj, zakaj jaz pravim, da novinari pa moramo skrbeti, da ljudje zvedo resnico in da so obveščeni. Novinari so tukaj blazno hitro poklekli. Poklekli so opazili. Zakaj mislim, da moramo vendarle vztrajati in da moramo zahtevati, da povedo resnico in da ne prikrivajo. Zaradi tega, ker imajo punce pravico vedeti, da je nevarno. In ker smo za ta posilstva, mi vsi so krivi. Novinari osebno, uredniki osebno in ljudje v policiji tudi, ker so prikrili ljudem nevarnost. In punce niso mogli vedeti, da je nevarno. In oni so pa vedeli. In so namerno to prikrivali. In pač, če prikrivaš ljudem resnico in neka tveganja, in se potem zgodijo neke stvari, si za to kriv. In v neki drugi normalni družbi, bi potekali sodni postopki proti tem ljudem, ki so prikrivali zaradi posledic. Pri nam pa potekajo v resnici postopki in globe zgolj proti tistim, ki razkrivajo javnosti resnico. Sej državni uradniki se tudi ne upajo objaviti, pa na policiji ti PR-ovci tudi nekaj lahko dobijo globo. To jih čaka, če so kršili zasebnost, pa s tem niso prepričali neprijetnih informacij za oblast. Kaj me opozarjajo tudi na tožilstvu, nekateri pač viri je to, da je možno, da je tudi policija ne samo, da je prikrivala te podatke, recimo novinarjem, pač javnosti, da je šlo tudi za
bomo rekel, prikrivanje prave statistike, ne? Poglejte, O kateri smo že prej bodimo pošteni, da nimamo statistike, so Romi naredili kazniva dejanja. Jaz sem odprl tisto zgodbo gospoda Alija Safinija, ki je posilil 2 študentki, šle za Maročana, ki je bil v zaporu že večkrat prej tudi zaradi brutalnih pretepov žensk, kraj in posilstev že prej, ne? Pa nam so ga pospustili, takoj zatem je prišel iz zapora in ko sem sodišče vprašal, ne, za informacije o tem, koga so zaprli, so mi iz sodišča v Ljubljani povedali, da zaradi varovanja zasebnosti ljudje ne smejo vedeti, koga so zaprli in kaj se je zgodilo. Ljudje nimajo pravice vedeti. To je sodišče odločilo. In informacijska pooblaščenka jim je dala prav. Rekla je, da se ni mogoče ugotoviti, koga so v Ljubljani priprli, da je posilil 2 študentki. Jaz sem od ogorčenih sodnikov zvedel, da so Alija Safinija, in sem potem, so vendarle, mi se je del te sodbe mogli poslati, da smo potem lahko ugotovili, da je gospod bil ravno izpuščen zapora in da je problem bil tudi v ureditvi, ki je bila za nič. Zato, ker noben ni vedel sploh za vse te primere in tudi poslanci niso vedeli in niso mogli popraviti ureditve. Mi smo postali tako neumna država, da ne znamo reševati problemov, ker smo si zaprli oči in jih ne vidimo. Peter, je možno potem take, da imamo, rekel, namerno napačno statistiko? Oziroma načrtno, kot to je. Statistiko. Je možno. Država je izgubila stik z realnostjo, ker jaz mislim, da niti oblast več sama ne ve, kaj se dogaja, ker je tudi sama sebi onemogočila dostop do podatkov, tako daleč gre to, in si prikrivajo, če so v resnici, takrat za Safinija, seveda vsi vedeli, da so ga priprli. Mislim, ni pa nujno, da je v tem primeru policija zagotovo ima te podatke. Mislim, da statistika ni nujno napačna v teh primerih in da so na koncu najbrž statistično vendarle, jaz upam, letne statistike o tem primeru pravilno poročali. To bi bilo pa že... Jaz mislim, da je vseeno tukaj izvorni problem to se pravi ta progresivna globalna politika, ki se preliva potem na lokalni nivo, kjer bi vsakršne informacije, od statistike pa do konkretnih imen in tako naprej, govorili o tem, da ta politika odprtih vrat in ta progresiven, da ne rečem, vsi smo super, in sploh in tako naprej, da ta zgodba ne deluje. Da se Romi ne integrirajo na tak način, kot bi si mogoče kdo rad. Da se muslimani, ki prihajajo, to se pravi, in ustvarjajo ta geta, ne integrirajo v lokalno okolje. Zakaj? Zaradi tega, ker na lokalnem nivoju zakoni kar naenkrat ne veljajo za vse enako. Zakaj ne veljajo za vse enako? Zato, ker bi kar naenkrat statistika zrasla in bi govorilo ravno v nasprotje s tem, kako je ta politika uspešna in dobra in tako naprej. In zato smo mi vsi žrtve in tukaj se jaz pa globoko strinjam, da je državo to pripeljalo v neko šizofreno situacijo, kjer na koncu samega sebe omejuješ, pa še veš ne, zakaj so te omejitve. Jaz mislim, da ne smemo to generalizirati. To prikrivanje je slabo, ker se je konkretne primere prikrilo in konkretne nevarnosti, ki imajo, jih je treba konkretno gledati. Jaz sem pa vendarle proti generaliziranju, da zdaj te dogodke pripisujemo celotnemu islamu, pa vsem priseljencem, ker to pa ni res. Tudi za njih, pa se v Ljubljani smo imeli te primere, ko so ljudje, ko sem na glas poslušal. Zdaj, tukaj zdaj dobeni, če ne generalizirati. Ne, samo to sem te reči, ker mi je bilo zanimivo, ko so ljudje če sem prav razumel, iz Bosne znoreli, ker je eden poskušal nekaj za mlado punco, in so bili oni ogorčeni nad slovensko državo, zakaj tega ne prepreči. Gre samo za to, da je pač možno, da se te evropske smernice pri nas še dodatno radikalizirajo. Oni so pa sami fizično obračunali s tem, ki je to poskušal, ker pri njih pa to ni šala. To je malo bolj sofisticirano, bi rekel. Ti imaš sistem, v katerega si sam ujet, ker si ves čas trudiš to nekako vse glihati, hkrati imaš pa v ozadju sistem, ki to načrtno poriva v neko smer. Zakaj? Zaradi tega, da on lahko živi. Če ti nimaš ničesar, kar bi govorilo proti temu sistemu, po domače povedano, kako ta politika odprtih vrat ne deluje tako, kot bi morala in bi jo bilo potrebno adaptirati na nek primeren nivo, potem imaš problem. Potem prideš v položaj, ko začneš govoriti o tem, kako niso vsi taki, niso vsi onaki in nalivaš točno bencin na tisti ogenj, kamor ga ne bi smel. Nisem to rekel. In so uspeli pravzaprav s to svojo matematiko. Rekel sem to, da tudi skupnosti, ki si jih ti omenil, so zainteresirane, da se o teh stvari govori, ker tudi njih zadene.
ker se ta posilstva v Sloveniji zgodijo tudi ljudem, ki so se sem preselili. Tudi njihove hčerke so ogrožene in njihovi otroci. Ja, pa niso posebej Imeli smo konkretne primere zadnje čase. Ne vem, če so posebej zainteresirani. Kdo se pa oglaša, razen Oni so edini res javno govorili, kdo od slovenske skupnosti pa je javno objavil na spletu proteste. Oni so, poslušaj govorico tega, ko so na Viču so bili ti protesti, ne, za te mladenke, ki jo je en Afganistanec poskušal, Oni so edini se oglasili na tak javni način, so bili res jezni. Mislim, ta slovenski del skupnosti je dosti bolj, bi rekel, prestrašen, ko gre za javno nastopanje. Zanimivo, da se političarke način oglasijo. Ja, pa Nike, Kovač, pa Tile so tudi čisto tiho. Uspešni so, to vam govorim. Ne vem, Dominika Švarc-Pipan, pa vzhodna ministrica. Ta del te ledene gore, ki je pod voda, je uspešen pri svojih dejavnostih in je uspel zrušiti ta pogum v narodu, da bi se postavil po konci in rekel, pač tega si ne moramo tolerirati. Izvoli, pejdi v, ne vem, pač Amanu ali pa ne vem, v nekaj arabskem mestu napad nekoga na cesti, pa boš videl, kaj se bo zgodilo, neko žensko. Izvoli pa jo napad tukaj v Ljubljani, pa boš videl. Ljudje se bojo skočili na te, tukaj se bojo pa odmaknili. To je isto, veš, Edvard, koliko zdaj vidim, da naši politiki, ki pač zagovarjajo tukaj pravice LGTB in tako dalje, ne pisnejo nič ob tem, kaj se dogaja, ne vem, v Iranu in podobno. Promovirajo, da grejo protestirati v Gazo. Čeprav so tisti dve gospe poklicali policijo in potem vendarle je posredovala, če pogledamo ta primer. Pa niste bile političarke, ne? Tako da ljudje upravijo, vendarle je neko vlogo včasih. Dobro, najlepša hvala za današnje komentarje, Edvard pa Peter, se vidimo potem naslednji priložnosti, da je gledalke, spoštovani gledalci, to je bila današnja ura resnice, vidimo se znova čez 48 ur, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.